V občini Ljutomer smo v preteklih letih kar veliko delali na področju turizma. Zelo beležimo rast prihoda turistov v našo občino. To je nekje 10 000 prihodov več, kot je v preteklem letu bilo. Seveda smo veseli, ker smo si pridobili znak Green Destination, se pravi zelene destinacije, ki je trajnostno naravnana. Potem smo spostavili tudi register turističnih ponudnikov, s katerimi zelo intenzivno tečejo pogovori, kako zastaviti ponudbo v naši občini. Seveda pa delamo tudi na blagovni znamki in pa seveda želimo tudi pripraviti zelo zanimive brošure, ki obiskovalca navdušijo, da pač tudi več dni ostane v naši občini. Se pravi, želimo tudi povečati število nočitev, s tem, da seveda vzporedno tečejo pogovori za zagon našega hotela v Ljutomeru in pa tudi ostalih kapacitet, kar se tiče nočitev. Z ponudniki tečejo zelo dobri pogovori, tako da verjamem, da nam bo tudi z prenovo spletnih strani, zato ker vsak turist bolj ali manj išče, kako in kje bo preživel preko teh svetovnih spletov svoje ponudbe in verjamem, da seveda smo pri tem na dobri poti. Danes vam želimo predstaviti projekt, ki je v bistvu bil zastavljen skupaj z Kasaškim klubom in pa skupino Fabriko, ter seveda občina Ljutomer je tukaj partner. 25. oktobra, oziroma to je danes, želimo predstaviti projekt, na katerega smo se prijavljali na drugi poziv Las Prlekija, z seveda operacijo obogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer, oziroma skrajšano smo ga poimenovali kar Ljutomer moje mesto. No in sedaj je seveda pred nami tudi katalog, ki je zelo skrbno zbran. Tukaj so sodelovali tudi tisti, ki so v katalogu predstavljeni in tukaj smo seveda tudi veseli, kajti pridobili smo si delež sofinancerskih sredstev v višini 80%, prispevek je Evropskega sklada za regionalni razvoj. Seveda, osnovni cilj te operacije je vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo mesta Ljutomer. Tukaj se torej osredotočamo na samo mesto, predstavitev našega mesta z res izjemno bogato tradicijo in o tem, kako je nastajal ta lep katalog Ljutomer našo mesto, nam bo več spregovoril gospod Klaus Dieter Požgan. Izvolite. Hvala lepa, gospod županja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prihajam iz podjetja Skupina Fabrika, sem Klaus Dieter Požgan, vodja projektov. In kot je dejala že gospa županja, smo v okviru drugega javnega poziva Las Prlekija prijavili operacijo, kot se danes reče, obogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer. Zakaj samo mesto Ljutomer? Predvsem tudi razpisni pogoji so bili taki, da je ta razpis bil osredotočen na urbana središča. V bodoče seveda velja tudi razmišljati o širšem kontekstu, o celotni občini, ampak vendarle mesto si zasluži tudi svoj katalog. Zdaj, kot nosilec operacije je nas v bistvu, če lahko tako rečemo, povabila občina Ljutomer, smo našli neke skupne vsebine in prijavili operacijo ter koncem 2017 začeli z izvajanjem. Zdaj, kako je prišlo do tega kataloga? Naše podjetje je bilo zadolženo, da v okviru operacije pripravimo, zberemo material, kontaktiramo, intervjujemo predstavnike lokalne turistične ponudbe in jih pač animiramo k temi, da skupaj identificiramo, kaj je tisto v mestu Ljutomer, kar bi veljalo objaviti, če lahko tako rečem, v katalogu. In najpomembnejši neposredni učinki celotnega projekta, razen kataloga, je v bistvu turistični produkt mesta Ljutomer, potem nastal je turistični katalog mesta Ljutomer v 3 jezikih. Pripravljene bodo vsebine, to pomeni te vsebine, ki so v katalogu, bodo tudi na primeren način objavljene na spletnih straneh občine Ljutomer.
Znotraj operacije smo opremili tudi park prvega slovenskega tabora z novimi razlagalnimi tablami, komunalno opremili park prvega slovenskega tabora, zamenjali določene klopi in koše, uredili edukacijski zeliščni nasad v parku, katerega namen je, da tudi potem nekako medgeneracijsko se ljudje srečujejo. Zelišča so seveda obeležena z slovenskimi in latinskimi imeni, zraven je dom starejših občanov in park je dobesedno postal s tem tudi živahnejši, ker starejši občani, ampak tako tudi mladi raje v njem posedajo. In potem tudi Kasaški klub Ljutomer je postavil veliko razlagalno tablo na temo kasaštva. To pomeni, da že tudi vsakega obiskovalca že ob vhodu na območje hipodroma informira o več kot 150-letni tradiciji kasaštva v našem mestu. Zdaj, vprašanje je bilo seveda, kot sem že prej omenil, kaj umestiti. Projekt je precej bil osredotočen na vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo mesta. Poleg tega smo pa tudi vključili v sam katalog prireditve značilne za mesto Ljutomer, prireditve tiste, ki se tradicionalno izvajajo, vsakoletno izvajajo in ki so iz turističnega vidika za širše občestvo zanimive. Tukaj bi želel potem izpostaviti, zagotovo je to Prleški sejem. Vključili smo prireditev Grossmanov filmski festival in prireditev, ki se odvija vsako leto na hipodromu, Kuj, vino in pogače. Zdaj, kot sem že dejal, identificirali smo mesto sledeče. Ko smo izvajali intervjuje z več kot 20 predstavniki mesta Ljutomer, ki so posredno ali neposredno povezani z turizmom, je vsekakor vedno bil omenjena tradicija kasaštva, Kasaški muzej, kasaške dirke in hipodrom kot območje, ki je tudi zanimivo za turistične obiskovalce. Da tukaj izpostavim, hipodrom letno pripelje v Ljutomer cirka 15 000 obiskovalcev. In te obiskovalce je škoda, če lahko tako rečem, spustiti po dirkah domov. In tudi ta katalog bo k temu prispeval, da bodo lahko se sami podali na pot po mestu, ker je v bistvu oblikovan kot neke vrste turistični vodič. Potem smo identificirali in izpostavili muzej Ljutomer, stalno zbirko, potem zbirko na temo prvega slovenskega tabora in seveda Grossmanovo spominsko sobo. Tudi v katalogu je Grossman precej izpostavljen, ker Ljutomer je tako z samim Grossmanim filmskim festivalom, tudi z gimnazijo, ki je zdaj dobila program na temo filma in seveda tudi z tem, da je bil v Ljutomeru posnet prvi slovenski film, postal turistično, če lahko tako rečem, precej zanimiva tema. Potem so identificirali park prvega slovenskega tabora, ki je naravna in kulturna dediščina. Tam so več kot 100-letni hrasti, ki so v bistvu pod zaščito. Hkrati pa seveda v tem parku, kot že ime pove, se je zgodil eden največjih dogodkov v slovenski zgodovini, prvi slovenski tabor. Identificirali smo lončarstvo Žuman in ga tudi vključili v projekt oziroma v sam katalog, kajti to je eden redkih lončarjev, ki se še profesionalno ukvarja s tradicionalnim lončarstvom in se s tem tudi preživlja. To je 5. generacija lončarjev. Skratka, ta muzej oziroma samo lončarstvo, ki ima tudi manjši muzej urejen, privablja recimo preko 1000 obiskovalcev letno in svoje aktivnosti izvaja tudi preko delavnic, preko informiranja teh obiskovalcev o mestu Ljutomer, tako da v bistvu kot kulturna dediščina ga je bilo vredno izpostaviti. Glede na to, da smo identificirali tudi Ljutomer kot mesto vina, ker se ga obdajajo čudovite vinogradniška območja, predvsem v Jeruzalem, kot ena najboljših svetovnih vinskih leg. In smo vključili seveda potem enoteko, ki v bistvu združuje kompletno, če lahko rečem, vinsko ponudbo našega območja.
V enoteki razstavljajo oziroma so predstavljeni vinogradniki iz širšega območja občine Ljutomer. Izpostavili smo tudi potem, kot sem že prej dejal, Grossmannov filmski festival filma in vina, Prleški sejem po celem Lotmerki in Koji vino pa pogače. Da ne bom predolg, bi mogoče izpostavil, zakaj ta katalog na tak način. Tako predstavniki muzeja, tako predstavnik, ki domače in umetnostne obrti, kot sem že prej dejal, lončarstvo Žuman, in Kasaški kljub Ljutomer sprejemajo svoje individualne ali skupinske goste in ti gosti sprašujejo potem njih, kam se še naj v tem mestu podajo, kje lahko kaj zvejo več o tem mestu. In zato smo potem, pravim še enkrat, ta katalog oblikovali tako, da omogoča turistu tako slovensko, nemško, angleško govorečemu, da pa vendarle brez nekega posebnega spremstva se poda po mestu in o njem zve kaj več. Tudi preko Tica smo ugotovili ali pa zvedeli, da je veliko obiskovalcev z okoliških term, ki tako čez vikend ali ob praznikih ali pa tudi čez teden prihajajo s kolesi v Ljutomer. In to ni tip turista, ki bi si potem najel turističnega vodiča, da bi, to niso skupine, to so manjše skupine, 3, 4 ali pa parček, mož, žena, otroci. In so izrazili potrebo potem, da tudi ko določene službe ne delajo, se lahko enostavno malo posedijo v mestu, se zadržijo malo dlje časa, ne samo, da spijajo kakšen sok ali kavo, ampak da vendarle se podajo malo naokrog in spoznajo pač naravno in kulturno dediščino mesta Ljutomer. Malo statistike bi še tu omenil, da podprem to, kar sem prej omenil, glede okoliških obiskovalcev, ker pravim, v Ljutomeru se v bistvu turisti iz term nič kaj dolgo ne zadržujejo, razen po kakih prireditvah, oziroma tisti, ki pač si želijo zvedeti kaj več, si pač morajo vodniško službo oziroma vodiče angažirati. In skratka bi rad povedal, prihodi oziroma nočitve turistov, ki so se precej povečale, recimo, če vzamem leto 2008, jih je bilo na območju občine 17.631, oziroma, opravičujem, 17.631, med tem, ko je 2013 že ta število nočitev zrasla, ali se dvignila na 36.000, med tem, ko je potem leto 2017, pa beležimo že 50.000 nočitev, samo na območju občine Ljutomer, tukaj pa niti ne omenjam Term Banovci, Radence in tako naprej. Skratka, želimo tem ljudem pač v mesto približati. Ti katalogi bodo tudi seveda v teh turističnih centrih nastavljeni. V samem katalogu je tudi zemljevid, v katerem lahko potem tudi ugotovijo oziroma so animirani, da se podajo iz teh term na pot in pač obiščajo tudi naše mesto. Tukaj je recimo ena taka prikaz teh točk, ki so pač v Ljutomeru najbolj izpostavljene, Rečenši pri lončarstvu Žuman, potem sam center mesta. Mesto je znano po 4 trgih, najmanjši trg v Sloveniji je Babičev trg, potem Stari trg, Glavni trg in Miklošičev trg, ki smo jih seveda vključili v sam katalog. Potem se podamo naprej proti parku prvega slovenskega tabora in potem nas vodi pot do muzeja kasaštva in hipodroma. Vendar smo pa vključili potem še v sam katalog in tudi ponudbo Babji Ložič, 23 hektarjev zaščitenega gozda in je, moram reči, čudovita pešpot okrog našega mesta.